Google Dolls so tole in njihova Iris. Minutka je čez 8:30 in vi ste še vedno na Radio Fantasy. Pa danes spet nisem sama. Danes sta me spet presenetila dva rokometaša, tokrat rokometaša Celje Pivovarna Laško, Andraž Makuc in pa Aleks Bognar. Aleks, dajmo najprej tebe, da vidim, če te čujem. Say hello. Ja, hello. Ok, čujemo te. Andraž, dobro jutro v Dobro jutro. Evo, takole, zdaj, Aleks je Madžar in zato slovenščina mu še ne gre najboljš. To bomo danes popravili, bomo se tudi naučili kako novo besedo po slovensko. Ma pa seboj seveda tudi prevajalca, gospoda Makuca. Gospod Makuc, kako se počutite v vlogi prevajalca? Pa super, no. Sem se že navadil na to vlogo. Si se že navadil? A sta drugače od Cimra? Ne, smo pa živijo blizu, tako da se dosti druživa. Skupaj. Ja. Ok. Alex, you came to Slovenia like this year. In the summer. In the summer. Se pravi, Aleks je prišel k nam v bistvu igrati v poletju in bo v bistvu z nami še nadaljni 2 leti, če sem jaz prav razumela. Sva pa midva tudi malo z Aleksom podebatirala, kako bova midva danes to po slovensko se šla, da ne bo potrebno toliko prevajati. Aleks, kaj sem jaz tam napisala, oziroma sem ti povedala, kako je sedeti na 2 stolih? Ja, igram levega in desnega beka. Bravo, evo Aleksu, kar gre. Ja, zdaj, kar multitaska, v bistvu je skoraj tako me ženske. Kaj pa ti, Andraž, kaj pa ti špilaš? Jaz pa sem srednji zunanji. Srednji zunanji. Daj mi nekaj povej. Zdaj, vem, da si v bistvu prišel tako kot v bistvu tvoj brat. Je začel v bistvu tudi, je igral pri nas v Celju, nadaljuje. A vas je še kaj v familiji bodočih rokometašov? Boste tako prevci in prevzeli rokometno sceno? Ne, sva samo 2, tako da sem jaz zadnji. Ti zadnji. Ampak ti tudi dober, ne? Ker nekako sem čula, da v začetku marca si zabil svoj 100. gol. Tako je, ja. Tako da končno imaš 100 pik. Mal heca ne škodi. Dajte mi povedati, včeraj ste imeli tudi v bistvu žreb glede polfinala. Kakšna je zdaj situacija? Ja, včeraj je bil žreb za finalni turnir pokala. Žreb Kroglic je določil, da igramo z novomeško Krko. Kaj to pomeni? Pa jaz mislim, da smo zadovoljni žrebom, ampak na Final Fouru ni favoritov, vsak lahko vsakega premaga, odloča dnevna forma, tako da moramo iti prvo na polfinalno tekmo, dati vse od sebe, pol pa videti, kaj nas čaka, upamo, da v finalu. Ja, jaz držim pesti, ampak zdaj pred polfinalom še imamo kar nekaj vode še more preteči, če imamo eno tekmo in ta je v soboto. Alex, I'm gonna ask you the question that I didn't wrote for you. Se pravi, Aleks sem zelo vprašala vprašanje, katerega mu nisem napisala, sam zato, da vidim, če ve, s kom bo igral v soboto. Saturday is D-Day. You are playing with who? Ribnica. Bravo! Evo, lej. Aleks, to je to. Za začetek nama je šlo kar v redu. Bom te pa vprašala še eno stvar. Katero hrano najbolj pogrešaš iz Madžarske? Pogrešam normalni gujaš, ki se bolj redek kot vaš. Se pravi, golaš, ki je bolj redek, se pravi bolj na juho. Ja, juho. Ok, ampak Andraž ga je že probil, skuhal ga je Aleks. Andraž, ocena tega golaža? Pa jaz bom rekel, da je bil dober, no. Je res, je drugačen, ampak moram pohvaliti Aleksa, se znajde v kuhinji. Je samski, ti to ziher veš. Ja, tako da dame, izvolite. Spet prodajamo rokometaše, prosim lepo, tudi Aleks zna kuhati, znajde se v kuhinji, mogoče tudi na kakšnem kuhinjskem elementu, to bomo tudi videli. V glavnem, drage dame, če bi želele mogoče osvojiti katerega od rokometašov, imate to soboto čas, da se oglasite in pridete pogledati tekmo proti Ribnici. Kdaj igrate? Kdaj začnete? V soboto ob 7. Kje pa? V dvorani Zlatorog. Domača dvorana Zlatorog. Ja, pred tekmo seveda tudi druženje in pa po tekmi, mogoče po zmagi, imate kakšno rutino, ki jo naredite? V bistvu nimamo neke rutine. Še? Torej si jo morate zmisliti? Pa ja, lahko tako rečemo, ampak je dolga sezona, je dosti tekem, tako da po eni tekmi se malo bolj podružimo, po drugi pa
smo že utrujeni in gremo vsi skupaj počivati. Zdaj, Andraž, da mi povej, dokdaj si ti pri nas v našem klubu? Kak je tvoja pogodba, da vemo malo stolček zamajati? Ja, to je moje prvo leto, torej še 3 nadaljna, po tej sezoni še 3. Odlično. Te mika potem tudi mogoče tujina, kot po stopinjah svojega brata, ali boš ti je cilj ostati tukaj, ker zdaj ste kar super fajni bili, ne? Pa zaenkrat mi je super tle, ampak sigurno bi se še preizkusil mogoče v tujini, ampak sem še mlad, tako da treba delati majhne korake in bomo videli, kam me bo to pripeljalo. Jelej, zdaj si osvojil 100 pik v celjskem klubu, do kariernega vrhunca jih potrebuješ verjetno še kakšno, oziroma še kar nekaj. Idealna priložnost pa bo že v soboto proti Ribnici. Zdaj na zadnje, ko ste bili v Ribnici, kakšen je bil rezultat? Gostujočo tekmo smo remizirali, doma pa smo jim potem vrnili za to 10 piko. Milo za žajfo, ne? Tako. Alex, what will you say like for the Saturday? You are gonna play in the first postava? First team. Me? Yeah? No, this is not usually, I think, the play how we do it, but I hope I will play as much as possible. Ok, se pravi, Aleksa bomo gledali tudi na parketu, mogoče ne ravno v prvi postavi, ker to ni njihov začetek, ampak vseeno, glede na to, da se Aleks obeta in da se zna obrniti na kuhinji, jaz verjamem, da se bo znal obrniti tudi na parketu. Zdaj pa dajmo še eno, da tako slovensko, potem pa prav ta fanta, da imata tudi nekaj pripravljeno za nas, da bosta danes zapela. Kaj? Pa dajmo se pustiti presenetiti. In že smo nazaj na Radio Fantasy. Andraž Makuc in pa Aleks Bognar, rokometaša rokometnega kluba Celje Pivovarna Laško, sta z mano. Dobro jutro še enkrat. Dobro jutro vsem. Dobro jutro. Bravo. Aleksa, danes učimo malo več slovenskih besed. Aleks, a lahko rečeš riba, reže, raci, rep? Riba, reže, raci, rep. Bravo. To ste ga ziher naučila? Jaz bi rekel odlično, sedi 5. Ja, jaz bi tudi rekla. Ampak, a zdaj veš proti komu, mislim, še veš proti komu igraš v soboto? Še veš? If you know, who are we playing against? Of course, Ribnica. Bravo, Seveda. ok. And the next one, the next game? Slovenj Gradec. Trebnje. Bravo. Ok, počasi bomo prišli, ampak če bi on mene kaj vprašal po mađarsko, bi verjetno samo butasto gledala. On vsaj odgovori, vsaj trudi se. Rekli smo, najbolj Aleks pogreša iz mađarske golaš. Kaj pa langaš? Langoš. Langoš. Je, langoš. How do you eat that? With what? Z mali kislo smetano in mali sir. Medtem ko langoš, oni jejo, se pravi, s kislo smetano, pa z mladim sirom, pa tudi z česnom, medtem ko jaz to jem s kečapom. Če bi videli zdaj njegov obraz, bi bilo tako razočaranje. Ampak ugotovili smo, da Aleks zna to dobro skuhati, a zna skuhati, Andraž, še kaj druga razen golaža? Si že dobil kaj druga? Ja. Tudi kakšne testenine, pa kakšen zrezek s prilogo, tako da je kar raznovrsten. No. Kaj pa so potem tvoje specialitete? Mislim, lahko govorimo... Ravioli v spiščanec. Kako? Ravioli v spiščanec. Ravioli s piščancem, dober. Se pravi, oba dva sta kar kuharja. Bi rekel, da mogoče bolj on, ko jaz lih tako pred kakšno tekmo. Ampak rad pa poješ, ha? Ja, to pa je. Okay. Zdaj, žensk se ponavadi tega ne sprašuje, ampak koliko ima ta kil, koliko sta težka? Jaz imam 86 kg. 86? Je. Jaz sem 90. 90? No, sicer sta tudi visoka proti meni. Ampak jaz sem pa danes zagotovila, kako zgubiš 1000 kalorij v 2 sekundah. Kako? Burek ti pade po tleh. Evo, zdaj fanta sta izrazila željo, da si želita tudi nekaj zapet v naš eter. In Andraž Makuc in Aleks Bognar. Oder je vajn. A dobimo spremljavo ali Ne, na suho? na suho.
We need to sing without melody. Okay. Izrazila sta željo, pa dajmo ima možnost, ker mogoče pa se obeta pevska karijera tudi. Okay. 3, 4, zdaj. Prazna Ljubljana, drug z drugim sama, a tvoj sem bil. A to je to? No, we can continue. Udržuje ta pesem izpeta, tvoj sem bil. Pust me do besede, naj ti povem za vse, kar je še ostalo takrat. To je to. Bravo, bravo, drage dame, če slučajno še niste opazile, poleg tega, da znajo fantje rokometnega kluba Celje Pivovarna Laško kuhati, znajo tudi pet. Tako da kakšna serenadica pod oknom bo definitivno šla. Moramo pa danes še vseeno omeniti, da imate pripravljen tudi kar poseben trojček, navijaški paket, ki ga lahko kupimo. Andraž, boš ti povedal? Ja, tako zdaj v tem drugem delu tekmovanja nas čakajo 3 domače tekme proti Ribnici, Trebnju in Slovenj Gradcu. Tako da so se v klubu odločili za eno akcijo, dajmo reči temu, tako da za ogled 3 domačih tekem dobite še šal zraven, zato pa morate odšteti 25 evrov, kar se mi zdi zelo ugodno. Mislim, to je ekstra ugodna cena, ne? Tako je. Če gledamo. Tako da jaz upam, da se bo čim več ljudi odločilo za to, da nas pride obiskati in podpreti, ker rabimo podporo in je lepo videti, ko se Zlatorog napolni. Mislim, definitivno je fajn, ko se Zlatorog napolni, tako da v soboto ob 7 zvečer se dobimo v Zlatorogu, da podpremo naše rokometaše, da premagate Riko Ribnica, čeprav jaz bi mogla že skoraj navijati malo za njih, ker se mi stizga konca, ampak ne bom, ne, ker smo v Celju in navijamo za domače. Tako da še enkrat dajmo povabiti vse naše poslušalce, da se oglasijo v soboto ob 7 v Zlatorog. To bo Alex povabil ali da ga Alex, mogoče malo? Will you invite our listeners Pa bom potem še jaz. to the game? Ja, of course, navijače pridi za Zlatorogu. Prosim. Torej, vsi poslušalci vljudno vabljeni v soboto ob 7, da nas pridete podpreti proti Riko Ribnici. Napolnimo Zlatorog, prineste sabo vse navijaške rekvizite, če jih pa še nimate, pa za to poskrbijo tudi v bistvu v fanpitu oziroma v fanklubu rokometnega kluba Celje Pivovarna Laško. Zraven pa tam dobite še marsikaj drugega, ki ni ravno navijaško, je pa seveda spodbuda. Še enkrat, fanta, jaz vam želim super tekmo, hvala, ker sta poskrbela tudi za glasbeni vložek, da sta fino fajn skuhala marsikero zdajle žensko, da mogoče pa se odloči, če ne druga, ravno zato pridete pogledati te spretne fante, kako se obrestujejo na igrišču. Lepo bodita in hvala. Hvala. Hvala lepa.